Sezona svežih animejev se še zdaleč ni zaključila. Čaka nas še vsaj enkrat toliko naslovov, kot se jih je že opisalo. Danes bomo nadaljevali s 3 naslovi, ki niti niso tako slabo začeli sezono. 2 od teh sicer ne bi poročal širšemu občinstvu, ampak naj to vsak sam presodi. Lotimo se kar prve šolske komične romance po naslovu Sakura so no Pet na Kanojo. Gre za precej tipično srednješolsko komedijo z nekaj perverznimi scenami. Štorija pa se vrti okoli mulca, ki zaradi iz ceste posvojenega mucka ne more več ostati v običajnem dijaškem domu, zato ga premakne v pekel. Vsaj tako vsakič preberem naslov dijaškega doma Sakura so Hall. Tam najdemo razne frike, po novem pa dobijo še eno deklece, ki je očitno šele včeraj padlo z Venere in ni ravno tipično dekle. Ker je lastnica doma zadolžila našega protagonista, da mora poskrbeti za njo, se že v prvem stiku z njo trejo iskrice. Nadaljuje pa se s kar nekaj komičnimi vložki. Zabavna serija, čeprav sem tematsko podobnih pogledal že precej. Naslova se niti ne spomnim, ker pač niso vredni omembe. S komične romance nadaljujemo na akcijsko serijo Preživetja. Namreč, v seriji se srečamo z določenim geekom, ki obvlada spletno prvoosebno bombaščino B-Toon. Ne moram reči streljačino, ker se igralci pobijajo z bombami. Ker pa je geek, kot sem bil nekoč jaz, najboljši na spletu in fail v resničnem življenju, se mu zgodi nekaj nepredvidljivega. Zbudi se na nekakšnem tropskem otoku, kjer v svoji torbi najde popolnoma identične bombe, kot jih je imel v spletni igri. Sprva zmeden se sooči s kruto resnico. Pristaja na samotnem otoku, kjer je več posameznikov s podobnimi bombami in ga skušajo ubiti. Prej profesionalec v spletni igri, zdaj nob v resničnem življenju. Zelo mikavno. Za konec pa še en anime, katerega ogled že takoj odsvetujem, razen če ste pripravljeni na. Ixion Saga DT je anime parodija na splošne fantazijske MMORPG-je. Začne se z naivnim protagonistom, ki v spletni MMORPG naleti na prelesno dekle, ki mu leze v rit. Ker pač tipično geekovsko protagonist pade na njeno foro, se kar naenkrat znajde v nenavadnem svetu, ki slučajno reši čudno gručo ljudi. Da je vse skupaj še bolj nenavadno, je prelesno dekle v resnici moški, mala lolika pa princesa dežele. In kaj naj počne nesposoben mulc v tej srednjeveški deželi? Kaj če drugega kot brcati sovražnika med nožja? Ne ravno serija po mojem okusu. Odkrito povedano je prav neverjetno, koliko animejskih serij je v tej sezoni nadpovprečnih ali vsaj poprečnih. Za razliko od prejšnjih sezon, ko lahko iz vsake izpostavljam mogoče res 5 gledljivih serij. Če želite ostati na tekočem svežimi pregledi, se ne pozabite naročiti na naš Slo Anime kanal in pa udariti s Fistumbom po Fejsiču. Do naslednjič pa uživajte ob gledanju.